Ja, kje pa one dva hodita danes? Mislite, kje prideti? Nobeden se ne zna ure držati. Servus! Aleluja, servus! Kaj se že pogrešal, kaj te piše? Ja, še kar sedemo, ha? Vse se bo narezal, pripravo. Ježeš Marija. Pogudo sta prišla, no. Ej, dragi Goti, kako smo vidva vesela, veš, da smo lahko pri tebi tu? Res? Ja, je pa res, da kljub vsemu, da smo šla vidva iz našega studija, iz BKTV-ja, ven z najne gostilne, ne? Nisva zapustila Štajerske. Res je. Jaz mislim, da je prav, da mi našim gledalcem in gledalkam povemo, da smo še vedno na Štajerskem, čeprav smo blizu Trojan. Kje točno smo, bo pa Goti povedal? Ja, smo okolica Trojan, Ja. ampak smo občina Vransko in spadamo na Štajersko. Aleluja! To si rekel, veš, da Štajerske, mi srce nam bije za Štajersko, veš. Lepo, lepo, lepo. Zato ima da tudi Štajersko rdeče vino in Štajersko belo vino, katerega je Goti pridelal. Kaj si, to za naju se že ti naštimo to? Seveda. Pa tole sem eno suho sadje pridelal letos in sem vama takole malo pripravil. Pa moram še reči, da sem se potrudil in dan zjutraj v 5 vstal in vama spekel frišen kruh. Pa kaj si te dobro? Ježeš Marija, Ne, aleluja. mori se brez besed. Ja, Mori se čist, kaj ti je. čuj, Mačka, jezik povedla. že spet nam hujšo. Veš kaj pa jaz pa tuj, ko zdaj proti Bogu, sem gledal še cel življenje nisem, lej to. Kak je Bog dober? Se lahko malo pomigaš, da se bojo bolj sušile. Takole, A to tak Ja, zveni, ja, ja, tako bi ja, lahko boš to delaš potrkavo, ha? umetni veter, delaš. Čuj, Goti, jaz ti moram zdaj nekaj povedati, ne? Mislim, da bo tebi še žal, da si na jesen povabil, ker jaz sem zdaj šiher, vsaj enkrat na mesec sem prišel, pa se bo to hitro zmanjšalo. Dobrodošel, dobrodošel. Aleluja. Imaš to domačo čebulo? Ja, Veš, kako mi rečemo tam gore pri Ptuju, kako reče čebuli? luk. Luk, ne? Ja. In zdaj sem se jaz spomnil nekaj. Mi smo imeli v eni vdaji, to je bilo tam marca, ne? Smo imeli Danila Lukana, ne? To je tako Luk. Točno. Ja. Veš, kjer je on? On je včasih to pel pri Gašperjih, veš? Ja, ja, A Uniko tako dobro poje. Ja, Ja, ja. A veš to? Ko je že rekel, da bi še celo jaz lahko pel. To je zaradi čebule, ne, ki se luk Ja, ki se Luk piše, ja. ja. A veš, malo vina, malo luka, da se bolje... Pa zdaj malo, ampak Danilo Lukan vam bo pa zdaj zapel, vse smo skoraj v planinah tule pri Gotiju, če greš čez Trojan, si v planinah. Rože z planin, dragi moji, vi uživajte, mi bomo pa tudi. Navali narod. Na zdravje. Aleluja. Na zdravje, čim. Opa! Kaj si ti, super. Poslovi, planine in gori, v zarji se blesti, zvizno noč strmi in tiho si želim, da srečna bi bila oba. Cvetile so za naju, svit bil je lep, še lepši kot v raju, zdaj se zavem, da prav se mine. Veter povej, zakaj se vse izgubil, saj sem le njo, tako neskončno ljubil rože s planin. Prinesel njej bom za spomin.
splanin, cvetile so za naju, svet bil je lep, še lepši kot v raju, zdaj se zavem, da prav vse mine. Veter povej, zakaj se vse izgubil, saj sem le njo tako neskončno ljubil, rože s planin, prinesel v njej bom za spomin. Rože s planin, ne pa to tale, ne? Super, Fantastično. fantastično. Bom. Jaz se počutim tako, Še lepše so pa rože v planinah. Res je. Najlepše so pa une na dveh nogah. Ej, ne mi zdaj te skomine delati, ko zdaj je glih ta pomlad, ne, pa mene tako razgaja. Pop je rekel, da vse kuharce za njim dorijo. Kaj je s toti tvojim kuharcem? Ne, pa gri kontra. A ti za kuhar? Ja, za kuharca, nekak, ja. Srečemo pa slab kuhaja, pa za njimi divjane. Ti sam si predstavljaš Popja, da za njimi laufa, jaz si ga ne. O, zdaj sem že skušal. Saj veš, da si, Zdaj že- bravo, stari. Samo veš, kaj zdaj ti moram nekaj povedati, ne? Daj, reci. Zdaj, ko sem toliko slišal, veš, prej, ko sem bil bolj širki, ne? Ja. Prej me ni mogla nobena narezati, ne? Zdaj pa, ko sem slišal že skoraj 100 kil, ne? Zdaj me je že lahko skoraj vsaka, ne? Ampak veš, kaj je moja prednost? Zdaj že lahko laufam. Pobegneš, ne? Da lahko pobegne, točno tako, Ne ja. mi zdaj to govoriti, ko jaz moram se tudi roke vzeti sam, ne vem, kako taj se, lej, tu smo bila še prej postrežena v najni gostilni. Ja, res je, kaj si ti nor? Veš, kako je, tako se zmenimo. Reci. Do naslednje oddaje Ja. bom jaz tule v tej moji kleti naredil zraven še en bazen. Bomo vsi plavali, da bomo hujšali. Kot, če gibaš, ki plavaš, celo telo razmigaš in hujšaš. Odlično. Glej, bom jaz to poskrbel. Sam pa še za eno poskrbi, da mene bo sproti fujtrala, veš, da ne bi jaz slučajno kakega grama zgubil komigo. Jaz pa bom mislil na masažo. Podvodno! Ja, Ej, poznaš ti to ono, si zdaj slišal to je neki po angleško, neki body to body masaža, si slišal to? Body po angleško pravi telo, ne? ja, telo kot teleso. Ja, telo na telo, ne? Ja. Jaz pa drugače, ne? Body to body, če nisi tu, ne? Ja. Ne more biti masaže, a veš, moraš biti body tu. Točno tako, res je. Samo jaz si ne predstavljam, da bi recimo midva to masažo izvajala na kakšni ženski. Veš kaj je? Moram vam jaz dati en nasvet. Ajde, godi. Miš še nikoli pod kopico crkla. Res je. Se vidi, da nima glave samo za nositi klobuk. Bravo! Modrost. Pa še nekaj. Kaj? Jaz imam eno čudno danost. Ja. Vse posod, kodr hodim, svetim kot sonce, vidiš. Svetniški si. Či goti samo nekaj ti moram povedati, ne? Reci. Meni se tudi tu že malo pleša dela, ne? Veš kaj, ampak se nič, čisto nič nas sekira, ne? Po eni strani je to znak svetništva, ne? Ja. Veš, po drugi strani pa to tak, ne? Veš kaj to pomeni? Zadnji sem na Discovery gledal, veš? Če imaš, pazi, ne? Če imaš plešo, pa če imaš malo sive lase, pa malo brado, ne? Veš, s temi ženskami podzavestno sporočaš, ne? Da si spolno dozorel. Bolje pozno kot nikoli. Res je! Samo veš kak je, če imaš tu malo, popa spodaj boleč, je pa vse neki skinhead. Ja. A veš, ampak veš to, jaz sem enkrat šel, to vam moram povedati. Šel sem enkrat, to je bilo tati FKK plaža. Ja, To je bil na hrvaški obali, to Ja, Hrvaško, kako se reče. Ja. In je bilo to FKK, je pisal. Ja. Ja. Pa jaz grem tja. Finik. Ne, Freikleider Küste, to po nemško. Ja, to naši v Mariboru se zastopi, se zdaj šel švabi. Ja. In poslušaj ti to. In jaz grem, pa tam gledam eno švabico, ta ona je bila lepa, zrihtana, opedinano, to vse, veš. Pa se hotel se malo tako narediti, da znam nemško, ne. Pa sem to pozdravil, pa sem rekel, guten Tag, sehr schön, Frau, ne, sehr schön, hübsche Frau, ne, sem rekel jaz. Rekel, pa tako imate lepe obrvi, ne, kaj to si vi to popul ali rezirn, ne, pa rekel, si to popul obrvi, ne. Pa pogledamo tako, veš, na soncu leži, pa ima tu tako lepo vse zrezirano. A to si popul ali si to rezirn, pa to si pa rezirn, to si pa pobrije, ne. Te pa tam doli gledam, ne, pa ni bilo nič, veš. To je bilo tako, kot to ti glaš tu, ne, tako. Troška ritka. Ja, to. Gladko. Oža iz jezikov, veš, zavi. Pa rečem, kaj pa tu dol, ne, kaj to rezirn ali populn?
Pa reče ona, oguld! Viš, to je to, ne? To je še bila uporabna. Jaz sem povedal, kaj če bi mi kar vsako oddajo tu prigotijo, mislim, tu polne mize, vse, tale malinovec. Je fantastičen. Ja, to to malinoc? je hribovski malinoc. Je, ne? Ja. Spominja sicer na cviček, ampak to je pravi brajdo. Zdaj mi povej ti to, kako si prej rekel, to je čist bio vse, ne? Seveda. Edin, če je kakšen pes trto polulu, ampak tisti ni Dobro, se veš, se pravijo doktori, da včasih zdrav tudi lasten urin pit, pa to pravijo. Ja, pa na rane poscati, pa take stvari. Ja, to je vse dezinficira. Ja. Ampak zdaj bomo malinov so poslušali trubadurje, smo jih imeli v oddaji enkrat marca, smo že pozabili, da je marec bil. Vi pa uživite v malinovcu in trubadurjih, mi bomo pa v klobasah. Aleluja. To mi deli. Bila je kot srna na dolgih nogah, zijali smo vanjo, bilo nas je strah. Nobeden ni rekel besede ves čas, dokler ni odšla mimo nas. Potem pa tako, kot bi vklopil nas kdo, pripombe smo vroče metali za njo. Smo v zboru glasno petelinili se, potem obrnila se je. Pa kaj bi rad, malinovec ti, osvajal bi rad, pa puh te krasi, ko gre za res, se lepo kadi, za takimi, kakor si ti. Ko gre za res, se lepo kadi, za takimi, kakor si ti. Da kaj spregovoril je kdo, o prejšnjem junaštvu nobene sledi, spet pridni smo fantje bili. Kot cucki politi domov smo odšli, za sadežem zrelim vsak sline cedi. Nekoč iz zelenca bo moški postal, ki jo osvojiti bo znal. Pa kaj bi rad, malinovec ti, osvajal bi rad, pa puh te krasi, ko gre za res, se lepo kadi, za takimi, kakor si ti. Ko gre za res, se lepo kadi, za takimi, kakor si ti. Malinovec. Veš, kaj sem se zdaj spomnil? Ne moreš verjeti. Zadnjič poleg moje kuharce, ne? Tu mi je en kolega rekel, ne? Vse to se meni ni zgodilo, ne? Ja, jaz sem radno samski, veš, tako da. Zadnjič poleg moje kuharce, ne? Tam začel na veselici en pubec, ne? Njemu štadat poriti. Pa jaz rečem, čuj ti, kdo ti je te dovolil, kdo ti je te rekel, ne? Da se lahko z njim špilaš. Pa je rekel, vsi. Tuta mladina, ne? Ježeš Marija. Ampak veš, kaj je? Če imaš koga rad, sem videl, da si ti nekam žal. Goti, ti si taki bolj, ti si že malo dlje na svet, kot jaz. Matra me, ena sošolka me matra, veš, bivša. Lej, če te sošolka. Veš kaj, pazi, posluši, da vam povem, kak je to sploh. Lej, jaz sem že z osnovne šole vun, sigurno, nekaj čez 20 let, ne? In zadnjič grem tam v Tepanju tankat in tankam. In zraven tanka ono, kot 20 let nisem videl. Pa v osnovni šoli sem njo zatreskal. Joj, to kot jaz sem učiteljica. Da maj poplake. Ja, da dušo miriš. Ja. In mi ne da mira, ne. Te mi je dala pa oni Facebook, ali kako, rekla, številke ne da, sej po Facebook to moderno, zdaj ona ratala, jaz nisem tako moderno. In zdaj mi ne da mira. Zdaj pa kar pišem, pa ona nazaj napiše, te pa
Pa ne vem, kaj naj zdaj naredim. Mi dva bi šla na mesto tebe. Čuj, glej, jaz ti zdaj dve stvari svetoval. No, Prva stvar, Ja. tu imaš rožico, da se na njo spomniš. Hostil, da je. Druga stvar pa, kaj ti rečem, da tudi meni se to stalno dogaja. Ob tem veš, se spomnim, veš, kaj je bipolarna motnja. Veš, to je človek, ki ima dve osebnosti, ne? Prvo eno reče, potem pa drugo, eno misli, pa drugo misli, ne? Veš, glej, ne sekira se. Tri tudi obstaja. Ne, ampak bipolarna, ja, ba je tudi, ampak bipolarna je na splošno znana, ampak pazi, glej, to se pri nas na splošno dogaja in tudi meni. Pa veš, kaj je to, ne? Jaz bi, ona pa ne bi. Sam jaz malo boljše, ne? Ja. Lej, jaz sem doženjen, ne? Ja. Kako ne, zdaj imam še eno zraven, to je varanje. Lahko pa jaz rečem moj, če bi s to sošolko spal, ne? Ja. Da sem imel bipolarno motnjo, da Jernej je že ženo, Ja. on je ta drugi, ko pa je drugi, ne? Ja. Druga osebnost, Ja. je pa sošolko. Ja, ampak veš, potem bo pa tudi ona imela bipolarno motnjo, pa bo glih ona njena rekla tebi, ne, tak je pa navadi, veš. Da rajši ti špricac pi. Ja, te se ne bom jaz s tem pečal, ne? Da ne boš imel takih problemov, ki je on rekel. Je rekel, barbajt moram čisto se sam narediti. Edini ženo mi drug popravljajo. Tako je drugače, kot ona rekla, veš? Je rekla enkrat moja. Jaz sem ko pepelka, jaz moram vse sad, pucat, brat, jaz moram kuhat, vse moram narediti, ko pepelka delam. Pa sem jaz rekel, pa vse sem ti rekel, da boš pravljici živela. To mi deli. Ampak v toti sošolki ne bomo mi več razglabljali, gremo naprej, to je štajerski fakiri. Rožca, imaš za njo. Če malo vi tako ljubezni šolskih dni, dragi moji, tako rosco neste, pa bo sigurno za štajerski fakini. Potonika. Potoniko, ja. Štajerski fakini moja sošolka. Že dolgo te poznam, vsak dan sva skupaj v šoli, a nisem prej opazil, kako odrasla si. Še včeraj majhna punčka, danes pravo že dekle, saj ne boš huda, če poljubim te. Tudi ona mi je rekla, že dolgo všeč se mi, a preveč bila je plaha, da povedala bi mi. Vsak nov dan novost prinaša, nova roža odcveti, tudi v najinih mladih srcih nov svet se rodi. Postanem rdeč izmeden, bi nekaj rad povedal, pa ne najdem pravi besed. Ne smej se mi, ko rečem, vate sem zaljubil se, prosim verjemi, govori srci. Tudi ona mi je rekla, že dolgo všeč se mi, a preveč bila je plaha, da povedala bi mi. Vsak nov dan novost prinaša, nova roža odcveti, tudi v najinih mladih srcih nov svet se rodi. Tudi v najinih mladih srcih nov svet se rodi. Opa! Na vse sošolke, dragi moji. Aleluja. Aleluja. Bog jih požigni. Ti tale bel je tu dober. Ja, ja. Je. A veš, da sem jaz enkrat bil v pleni hiši na Kozjanskem, tam pri nas, ne? Ja. Pa stopim not v klet, mi tako so bili prijazni. Ja. Stopite noter, imamo vse, ne? Aha. Rekel, mi imamo na sodu, imamo vse. Rekel, kaj bote? Bote modro frankinjo, bote Jeruzalemčana, bote, ne vem, rumenega muškata, Ja. bote jabolčnik, bote kis, imamo vse na eni pipi.
Še na en. Še mlek so imeli na eni pipi. Kako te to gre? Stari, to je bilo vseeno zmešano, res. Aha. In tebi tako natočijo, veš, tako mi natočijo, tako mi dajo. Jaz tisto probam, bilo kislo, ne. Ja. Pa sem rekel, pa je kar malo kislo tole, ne. Ja. Je rekel, to ni nič, je rekel, zadnjič smo mi solato naredili, ne. Ja. Pa smo to gor nalili na mesto kisa, ne. No tako kiso, da je fižol vem poskakal. Bogi, fežal. Ja, ne, ampak kaj zdaj, ne, vse veš, to je tako, ne, v življenju, lej. Je pa tak, ne, lepo pa je tako, da delo, ko prije skupaj, pa se sede za mizo, sploh če že imaš družino, če že mogoče kaki dedek pri hiši, ne. Vidiš, to se Veš pa, da še dedek živi, ne. Pa še da dedek živi. Ker jaz se ga ne spomnim, veš. Res je. Vidiš, to se jaz spomnim. Prej so me vse posod povabili in so rekli, Boris, jaz uživam, ko gledam tebe, kak ješ. Ne? Ja. In naprimer v Benediktu, veš, tam tudi ko učim, ne? Tam ponavadi prijem na kosilo, ne? In tam je moj šef, pa vsi ostali, ne? So mene pol ure gledali, veš, 4 talari župe, 4 krompira, 4 solate, potem jaz sem se samo tako malo taknil, ker sem že bil tak, ne? In je rekel gospod velečasti, ne, Boris, jaz sem tako vesel, ko vidim, da nekomu tak tekne, ne. Ja. Zdaj veš, ko pa sem slišal, ne, zdaj pa jaz samo 2 minute jem, pa pol ure mojega šefa gledam. Pa se je unki poredil zdaj? On je enaki, ampak jaz pa sem dol šel. Pa super, super, super. Tvoj šef, veš, kaj je tvoj šef? Ja, naš šef je tak tam gori, aleluja. Ja, ja. To gori. Ja, pa šefica, Marija, zapakera. To pa se na to spomni. Ne pa je, ampak veš to, ko sem prej v teh družinah Ja. govoril. Koliko ste vi kaj veliki fermetovi? Vas je kar velik neki, ne? Seveda, se imamo francoski priimek, so hitro razmožvali. O, ljubezen. To je še iz Ilirskih provinc. Ja, seveda, ne. Tvoj praded je bil iz Francije, ali kaj tu? Napoleonski vojak, tle na A ne? straži je bil tle. Pa je vstal, pa je sebe posejal. Pa je vstal Francoz, tle pa še priimek. Super, moja tetika tudi se je z Rosejem poročila. A res? Imam bratrance četrtnem kolenu, a pa strice četrtnem kolenu, ki so Roseji tudi. Zanimivo, isto, Ilirski provinc. A res? Ja, ja. Ja, Ko sem pa te jaz pa, ko sem brile, no augen gleza. Po moje so od kakšnega bricota oziroma frizerja potomci. Za britje. Po moje so moje to ti dželera zmil, pa jaz sploh ne vem, da imam te v žlah. Ja, poglej to, poglej. Pa veš, kako imetje te še čaka tam nekje, sam kjer boš prijet, ne? Ja, dobro, ja, v redu. Ja, veš, Nekaj mi povej, kaj ti praviš na to, ne? Večina žensk, ne veš, Ja. francoski poljub, ko pravijo, ne? Zadnjič mi je glih kolega rekel, jaz tako romantično začnem, ne? In ji dam francoski poljub, ne? Ja. Ampak ne traja dolgo, zakaj ne? Ja, ker moja nikoli ne zna biti tiho. to moraš jezik nogi boli, da te pa ne more ufati. Ja, ja, neruden je bil. Ja, Če bi Vreng začepil, bi to šlo. A bi šlo skozi. Meni bolj kot ta francoski poljub paže, oni francoska numera. Aha, ja. To je ona 6 pa 9, veš, položaj 69, si daj to slišal? Ti nekaj povem? Ja. Jaz sem zadovoljen, če se položaj številka 1 dobim. Ja, pa eno? Ja, ustavni. Nas tudi gledajo otroci, tako da pazimo, zdaj nismo. Ja, veš. Ja, seveda. Ti si dedek že, ne? Koliko si zdaj že dedek? Zdajle, kar hmal bom tretjič. Aleluja. Goti, bomo vzemo neki super goti. Če boš pa najo takle redno vabo, ne? Ja, Pa ni izključeno, da Bom- bi četrtič, petič tudi. se bom. Boš, ne? Bom. Če ne bo šlo drugače skozi, bo v dva poklica. Mi dva smo težka za videti, Ja, pa ja. ful lahko za dobiti. Pravilno, pa nekako medeka. Glavnem Fermetovi, od njih je cela familija, vsi špilajo besme v našem studiu in Goti, kdo je to napisal, detkovo pesem? Ja, to je pa moje delo. Tvoje delo, ne? Moram reči, da sem pel hčerko v porodnišnico Ja. in ko sem se vračal domov, je katkole šumelo v mene, zdaj pa da prišla nam nova duša v hišo, nekaj pomladitev, neki nov svet se bo začel in normalno, da je prišla inspiracija za to. Dragi moj, aleluja, detkova pesem, nič več ne bomo rekli, družina Ferme in detkova pesem. Včasih pred hišo sedim, mislih vračam se v moje življenje, ali sem dal dovolj, ljubezni sem mojim otrokom, vedno sem si želel, da bi v hiši ljubezen živela in
da bi brez skrbi si srečo delili vsi. Delal sem dolge dni, da bi imeli vsega v izobilju, časa pa ni bilo, da bi skupaj se večkrat smejali. Leta minila so in otroci so starši postali, jaz pa se veselim, da ljubezen lahko delim. A zdaj sem pa dedek, solzami v očeh, vnuke razvajam, na licih je smeh. Je časa obilo, ga njim bom najam, kar prej sem zamudil, bom zdaj poravnal. Sem dolge dni, da bi imeli vsega v izobilju, časa pa ni bilo, da bi skupaj se večkrat smejali. Leta minila so in otroci so starši postali, jaz pa se veselim, da ljubezen lahko delim. A zdaj sem pa dedek, solzami v očeh, vnuke razvajam, na licih je smeh. Je časa obilo, ga njim bom najam, kar prej sem zamudil, bom zdaj poravnal. Časa obilo, ga njim bom najam, kar prej sem zamudil, bom zdaj poravnal. Dedkova pesem. Dedek Goti ti, ta lepa pesnica bila tole, veš. Res je. Pa dobro, lepo ščiro si naredil. Edino žal mi je, veš, ker je poznam, ne, tako, mislim, smo kar nekaj približno iste starosti hčero, mogoče je ona kako leto mlajša, ne, da nisem že prej kaj v to telekonce zahajal, ne, te pa en drug pol hiter bil. Pa sem veliko krat rekel, da pridi k hiši. A to je bilo to. Jaz nisem mogel direktno reči, kako pa bi rekel, da jo prodajam, ne. Ne, veš kaj, sam si predstavljaš, da ti mene imel za ta mladega, a si ti to predstavljaš? Jaz bi bil žegnan. Ja, sem je bil žegnan, ne samo duplo. Lej, hrane pa pijače imam dost, če bila pa še hčera s tabo zadovoljna, bi bil pa vesele prihiš. Ja, pa še muzikanti vsi. Zdaj, ni pa izključeno, zdaj, življenje je še dolgo. Jo. Sreča jo poteča, nikoli ne veš, kam te... Ja. Se veš, to tako pravi, da na 7 let moraš malo menjati, ne? Ja, če ne prej. Spovedi. Zdaj, ko smo ravno pri tem, ne, gremo. Ja. Veš, kak je, daj Goti ti povej, kak je včasih bilo te poletne noči, to me ne zanima, Jaz sem slišal od stare mame, starega ata, onega ta drugega, ko sem ga še pa poznal, da to so poleti, res to so pebi, to je kar cvetelo, to so na Senikih se srečevali, ono, tretje, potem so šli pebi v drugo vas, so jih oni narezali, pa so jim oni vrnali. Kak je to včasih? No, kar se tiče tega narezali, imam malo izkušenj. Hvala Bogu. Kako je bilo pa tisto, da smo šli kositi enemu drugemu na roke, kako smo si cel dan kosil, si bo tako zmatran, a skozi ti je kljuvalo, zvečer bom šel pa k Frančki pod okno zapet. Pa si, recimo, koliko sta dva, pa še kakšen zraven, 3, 4, pa se je to zapelo pod oknom, pa je prišla ven, pa je stari, rekel, oče od nje not povabo, pa se je natočilo, koliko se je zdaj tu,
pa počvekalo in je bil, tudi če je bila ura zjutraj 3, smo šli spet lahko nazaj delati, zato ker smo bili sproščeno Pravilno. in lepo Nobene Potroštani. obremenitve, Pravilno. Vidiš? Nobene obremenitve. Ja. Veš, nobenega minusa na računu. Pravilno. Vidiš, tudi Goti? tararejo ni bilo. Ne. Vidiš, Goti, to je tudi moja mama rekla. Ja. Soboto, ko je bila veselica, ne, je oma rekla, lahko greš na ples, ampak vedi, zjutraj ob 6 je meša, ali pa če bo v nedeljo, ne, ponedeljek zjutraj ob 6 na njivi delamo. Ja. Kaj ti je rokati oma? Seveda. Pravilno. Je pa to res, da so bile veselice take, tiste prave, pristne veselice. Jaz se dobro spomnim ga prijatelja Danilota. Plešem, pa kaj vraga tam v njivi nekaj miglja. Ta revež je imel kolegico sta tam paradajz obirala, tako ležečo stavo. Aha, po novem se To je reče pa daj se bira. Ne, pri nas na Kosjanski smo rekli, ta dva sta si bila pa dobra. Ali pa sta se rada videla. Ja, no pa v tem smislu neki. Ni bilo treba imeti 100 ne vem kakšnih postelj, pa kakih preprav, pa ne vem česa. Ne? Kaj misliš, da če sta se rada videla, da se celo noč gledala? Jo, verjetno. Zato so se pa tisti potaknjenci so se zmeraj delali na kozovcih. Zato so lepa taki ta pravi možaki in punce. ne. Pravilno. Lej, jaz sem ena, po moje zadnji generaciji, ko smo mi pod oknima peli, veš? Ja. In smo peli, se poznašamo, v kamri luč se je prižgala, dekle k oknu je prišlo, pesem jo je prebudila, lepa pesem fantovska, veš, to smo mi peli. Super. In enkrat ne bom nikoli pozabil, da se mi zdaj klobase zataknile, pazi to. Premalo ješ. Ne zalivam, ne, veš. to je pa tudi drugo. To smo pozabili. To veš pa še. Ne, poslušaj to. Enkrat pridemo po eno okno 5. In te nekaj tako čudno bilo, luči se na hitro prižgejo. Se kot pebi, leteti bomo mogli. Ker je bil pa avto bolj hud. Veš. Aha, hude narave. Ne ga poznali. Mi še neki pojemo, tako veš, gremo in korak nazaj, mi pojemo, gremo korak nazaj, kar nekaj pa odpre vrata, pa leti s frajtovnico ven. Pa nam da kontra, pa reče pebi, Brezvezen strah. Pravilno. Sam tole pa tudi moram povedati. tole pa- tole Smo pa pa bili prisluhni. pri enih doma, veš še tiste stare kmetije, ko so imeli hlebec kruha pa klobaso, kar takole v predalu pod mizo. No. Ja, meter, ga se rekli tisto. Tako. Pazi ti to, ne. Zdaj pa to je tudi včasih po par dni bilo noter, pa poleti, se veš, kaj je to. No, mal je, Ja. In pridemo Ampak če hiši. si bil lačen, je šlo. Ja, boš nič. boš kot nič, ne. Pravilno. Ampak pridemo hiši, tisto pa je bilo po moje več kot par dni že notri. Ko gospa takle odpre, pa da ven, začne rezati. Jejte, bebi, jejte, bom še narizala, bom še malo na pičko nadevala. Rekla. Pa gospa ponuja, mi tisti jemo, jo, pa to ni bilo, veš, ni bilo dobro, pa veš ti spoštovanja, Ja, bolj. gospa hiši. Pa tudi, če umreš. Pa sem imel pa enega pevca zraven, on pa ni mogel, veš, Ja. ni mu šlo dol, mu je kar dvigalo, te pa začel takle ven, ko ni gledala, pa kar v šepe bas. Dobro. Au. Narodno Ej. bi bilo, če bi jemo strgan, da bi na tla padel. Ja, lej, to take anekdote smo imeli, veš, tam tega ni več zdaj, ne, tega ni, ne, zdaj, viš, zdaj kar popiše Facebooku, kaj priješ ali ne priješ, če ne Ja, priješ, ja, lej, ja. gre kar drugi. Ja. Veš, tako je to. Ja. Ne. Tako dalje smo prišli. Lej, zdaj smo čisto zajadrali, ampak lej, tak je, ampak kak so bile poletne A veš, noči. tlele v vasi si en No. starejši malo zatresko, ne. Ja. In pa hotel biti modern. Veš, kaj je napisal, mi je pokazala, message, SMS. Ja. Je napisal, koliko te imam rad, ne morem ti reči, ker srce mi skače, ko prasec v reč. Mislim, da to tam potem njegova ni ostala. Kakšne so bile poletne noči, dragi moji, pa vam bodo povedali mladih 5 z tvojih koncev Iz Cerkvenjaka, aleluja, iz Svetega Antoja. z eno čudovito slavico Poletne noči. Či. Poletne noči so noči za ljubezen, poletne noči so noči za strasti. Ko je dotik bolj od nežnosti nežen, luna z oblakov zastira oči. Ljubljena moja, nocoj pridem pote, ko zlate se duri za soncem zapro.
Viter v mejah na čudežne note, igral, zašumil bo za naju samo. Nikdar ne pozabi tistih mehkih rosnih trav. Ko sva za mejo se skrila, veter pihal je zdobral. Nikdar ne pozabi na poletje najino, eno od vseh najlepše za naju je bilo. Nikdar ne pozabi na poletje najino, eno od vseh najlepše za naju je bilo. Poletne noči so noči za ljubezen, noči, ko spomine nabira srci, da še v hladnih večerih po zimi vroče bo kakor poletnega dni. Lažje pozabil bi vse na tem svetu, kot najino nežnost poletne noči. Lažje bi zbrisal karkoli sem slišal, kot tvoje besede, kako srečna si. Nikdar ne pozabi tistih mehkih rosnih trav. Ko sva za mejo se skrila, veter pihal je zdobral. Nikdar ne pozabi na poletje najino, eno od vseh najlepše za naju je bilo. Eno od vseh najlepše za naju je bilo. Aleluja, poletne noči. Točno tako. Prelepa spomlad, prelepo poletje, ko vse cveti, Ješeš Marija, viš tako kot ta ružica. Ja, moja kuharca, rad te imam, aleluja. Kaj sem se spomnil, čuj, to ti cerkvenjaki, Ješeš Marija, dobro vino, Ja. fantastično, dobre lušne dekline, Pa župnik je fini. župnike fajn, Ima svoje vinograd, pa klet. pa klet, Res? resno, si že bil tam? Jaz sem že bil tam pri Maši enkrat in on med Mašo kar vpraša, a vas kaj zanima še? Ja, Ste imeli pa glih gor neko obletnico 500 let župnije ali cerkve, to je bilo lani, predlani, ja, pa vpraša vas še kaj zanima, tako cela cerkev tiho, pa jaz roko zvignem, pa reče, izvolite. ja. Seko, a muziko že imate za fešto? Ja, med Mašo sem vprašal. Hvala Bogu. Ja, če pa je rekel, če Če pa vprašal. še kaj zanima. Ja. Ja, zakaj pa ne? Lej, dor jezika špara, kako Kruha strada. Točno tako, Pravilno, evo. točno tako, res je, res je. Te pa je rekel, da že imajo. In veš, kjer je rekel, da bojo špile, klapo vihi, da bojo špile. Poznaš te? A, iz Benedikta, tam deco tudi učim. Veš, smo imeli že v Rudaju tudi, veš. Ja. Super, super. Veš, oni imajo en komad, naša babica je zobe zgodila. Škrge. Jo, to je težko. Ja, Ježeš Marija, ampak je ful popularno na YouTubeu, Če ja, se to vem. 2 milijona ogledov imajo. Ja, točno tako. Pa veš, kje so je pol naredili? V župi noter. Ja, točno tako, ja. Le, župa je bila pa dobra. Ja, do takrat, ker niso tega videli. Malo pri okusu. Si predstavljaš, lej, ko imaš govedino, ne? Ja. Se ne rabiš, če govedina tu za protezo, za takega, pa to fajn prekuha. Ja, pa imaš čisto protezo, pa še župo. Le, ampak, če pa je kurjo jedla, imaš še kurjo zraven. Ja. Če že jedel, daj govejo in kurjo skupaj. Ja, težko, ampak če se pa z tolo protezo provoščiš, pa gre. Čuj, torej, torej kurja, ne, oma pa kurja, ne. Ja. Torej, oma potem mogoče imela v torbici poleg koruze še potrdilo, da ni kura, ali kako? Ne, tudi možno. Lahko bi pa ti recimo, ki si bliže tam, ko otroke učiš pa to, Ja. predlagal, da bi temu rekli po domače protezna župa. Protezna župa? Ja, ne vem, če kako bojo navdušeni, kaj vem. A bi jo ti jedel. Ampak jaz sem nekaj, ti lahko... Če so mogli ti skruh jesti, tam tako malo čudno tudi Pa to ni nič pjeba, jaz sem bil na Kitajskem par let nazaj. Ja,
pa nisem vedel, pa so imeli bife, ta ruski bife je bil, pa nisem bral, pa je pisal po angleško gor. Pa jaz jem taki štikl mesa, zgledali kot v Avstriji, oni leberkäse, pa ja, se ni bilo šoh, ampak tako na kislo je vleklo. Te pa le en prije tam reče, pa se tam imaš napisan, kaj ješ? Ja, pa je pisal dog, si pesa jel. Jezus Marija. Jaz sem Avstriji na božičnem sejmu na Dunaju, ne? Ja. Sem že kobilice jedel. Veš, kak je dobro? Cold chips. Pohane, ne? Pečene, na olju. Pa čez ti dajo pomfri, pire krompir pa čokolado. Veš, kaj je dobro, cold chips? Pa so nogice zraven. Noge, Da ti organe prepučijo. nogice so zraven, ampak pazi, brez kril. Ja, neka krila bi te zredila. Ja! Ej, lej, mi pa pojmo hlapovihom. Aleluja. Oni so rekli, en komad imajo, že grem, pa če babica gre s protezo ali pa ne, sediva, hlapovihi pride v vaše domove, že grem. Sem možeka prosila, poljubi, dragi moj, a boš nasikal drva, da nam toplo bo nocoj. Ti ljuba moja ženka, sem s fanti zmenjen spet. Če takoj me ne ubogaš, te pošljem bratce štet. A jaz ne morem, Daj no, ne morem, daj, ne morem, moja, saj bom, no vidiš, saj bom, ušlo? saj bom, že grem, No pa je šel, vseki rozil, nasikal drza, meseca dva. Jesinko naš podoben, gdilu gre težko, saj sobo si pospravi, da ti bolj prijetno bo. poljuba moja mami, sem s fanti zmenjen spet. Če takoj me ne ubogaš, te pošljem bratce štet. A jaz ne morem, daj, ne morem, ne morem, moja, saj bom, če ne, že grem, no pa je šel, še kur povzel, se soba sredi vsa in lesketa. ta stvar je nalezljiva, jo še traktor staknil je. Hotel sem z njim orati, pa nikakor mi ne všge. O traktor, a si tudi ti s fanti zmenjen spet. Če takoj me ne ubogaš, te pošljem bratce štet. Jaz pa ne morem, Moraš, moraš, moja, saj boš, že grem, no pa je vžgal, ni bo zoral, zadevo resno zil, zoral še dva, sosedova travnika. Ta je to, hlapovihi so bili tole, dragi moji. Odlično. Ej, pa nekaj me ne zanima zdaj. To tele klobase tu. Ja. So nekaj posebnega. O, ja. Ja, vse so obešene. Ja, normalno, ja, da so mešane. Ti, kaj daš ti tole noter, kaj? Kaj se kaj najde? V glavnem, v teh salamah Ej. je meso samih crkvenih živali. Ja, normalno, ja, ker drugače jo težko dobiš, če bila živa. Fantastično. Ja? A je dobro? Ne veš. Ej, Ne veš. a veš to, da zdaj Evropska unija zelo spobuja to, da je to
meso srečnih živali, da imajo neki tisti svoj življenjski prostor, da so bile v redu vzgojene in da, ko jih usmrtijo, ne, se gre to tisti, ko se toti proti živali borijo, oni, ko samo vrečke jejo pa to, ne. Ja, reče, da so srečne umrle pa to. In pride gospa k mesarju v mesnico. Ja. Pa reče, jaz sem to zdaj brala, gospod mesar, a tole pleče je to od srečne svinje, ne? Srečne lisice. Ja. Pa reče mesarju, tako čudno gleda, ne? On pa taki domačega kova, veš, ko prime prasca, pa naredi tako mora narediti, ne? Pravilno. Pa reče, ja, srečen je umrl, najprej smo ga zdrogirali, pol pa med seksom ubili. Ja, dragi, sedi že zdaj po 8 uri, otroci že spijo, ne? Ja. Ne, pa glej, to so življenjske anekdote, drago moja. Glej, mislim, kam smo prišli? Ja. Lahko je, recimo, prideš k meni lačen. Ja. In jaz glih pečenkov na fertik pečem, diši po bajti, lepo dam česnek. Ti komaj čakaš, da se ti kar malo sline cedijo. Ja. Au. Kaj misliš, recimo? Pride k meni isto kot ti, dan pozneje vegetarijanc. Jaz od zunaj kosim s kosilnico, trava leti, a misliš, da se njemu kaj sline cedijo? Ne. Bravo, da ti Lej, vse, kar je prav, lej, mati narava nam je pokazala, da je meso dobro. Lej, se nas so tudi jedli dinozauri, samo hvala Bogu, bi tudi živeli smo, veš? Ja, pravilno. Lej, tako da, kaj ne rečem? Preživeli smo vse, ne? Preživeli smo vse. Če nas ne bi bilo. Ja, normalno. Se pravi, da je bilo nekaj hitrejši, kot je Boris. O ja, so bili. Jaz sem bil mladi, sem bil hiter. Se tudi jaz nisem neki hiter, ne. Je pa tako, veš, lej, kar se tega tiče, res, tole malo pretiravaj, tole so šli čisto v neke skrajnosti in lej, jaz ti pravim, lej, če si prav pošten štajerski fan, te si takle narežeš, nekaj spiješ. In najboljša riba je svinjska riba, aleluja. Prasec je kralj živali. Pravilno. Čuj, ne rabim jaz leba, daj mi ti Si svijo. pa lahko na svoj način vegetarijanec, Ja. ker prasec je travo in razno zelenjavo, mi jemo pa prasca. In smo na svoj način smo vegetarijanci. Normalno. Pravilno, točno tako. Se strinjam, definitivno. Bi mi lahko kakšni kmetijski vdaji tudi bili. Čuj, Izpišemo številko, da nas kličejo. Ja, tudi. Pa da bomo mi na vprašanje odgovarjali. Glej, če bomo že imeli kmetijsko dajo, ne, Ja. potem ne prosim o tem, kako se kaj dela, ne, ampak o tem, kako bomo mi to okušali. Ampak če bo kmetijska oddaja, potem bo mesto naredil salame samo s prašiča, tle še jelen, veste. Ne bo. Pa to je super. Jelen, to tisti neki, zato so mene začeli tako. Ja, tako hirš, mačke, poskok. Glej, kakorkoli zdaj to mi obračamo, vsekakor, draga Salama Gotijeva, ti si nekaj posebnega, tako kot pravijo naši naslednji glasbeni gostje, trubaduri. Aleluja. Če ruže primerja z dekleti, je vsaka kot srcu najdražji zaklad. Se ene spreminjajo z leti, le zate nikdar ne mine pomlad. Od nikdaj, kar pomnim si zame, kar druga nobena bila ni nikdar. Obmisli se na temil name, v tistem trenutku srčni požar. Ti si nekaj posebnega, ti si nekaj najlepšega, nekaj za me največ vrednega, rad te imam od zemlje do neba. Ti si nekaj posebnega, ti si nekaj najslajšega, nekaj najbolj meni čednega, za me ustvarjena. Primerja z dekleti,
Je vsaka kot srcu najdražji zaklad, se ene spreminjajo z leti. Le zate nikdar ne mine pomlad, od nikdaj, kar pomnim si zame. Kar druga nobena bila ni nikdar, obmisli se natemil name. V tistem trenutku srčni požar. Ti si nekaj posebnega, ti si nekaj najlepšega, nekaj za me največ vrednega, rad te imam od zemlje do neba. Ti si nekaj posebnega, ti si nekaj najslajšega, nekaj najbolj meni čednega, za me ustvarjena. Posebnega, ti si nekaj najslajšega, nekaj najbolj meni čednega, za me ustvarjena, za me ustvarjena. Aleluja, Ti si nekaj posebnega. Vi sploh ne veste, kaj smo se mi zdaj imeli. Vrej, kaj povej? Ne moreš verjeti, Ja, ne. sej. Imam eno kolegico, Ja. ne, ki je nekaj res posebnega. Ne. A res? In pazi, ona celo mene vpraša, Boris, kaj bi jaz lahko pubeca dobila. Ne? Pa si rekel, veš kaj, mi pubeci imamo radi tiste, ki so lepe pa nedostopne. Ne? In veš, kaj bi naredila? Šla se porihtat, ne? Pa šla se zapret v klet. Ampak ni bilo iz tega nič. Veš zakaj? Ker je pozabila, da v kleti ni interneta, ne? Pa se ni mogla slikati, pa ni mogla dati na Facebook. Ej, pa je vredno, tu veš, tole prigotje tudi ni interneta. Bogu hvala, da me ženske ne mantrajo. Ja, Da veš, ti tega ne veš. Kaj? Zakaj Boris malo pojamra takole z ženskami? Štorast je. A veš, kaj je naredil? Kaj je naredil? Ko? Rože, Z domačega Ja. vrta. Ja, če je lepa, to tako. pušljček se je tako. Ja. Pušljc. Pa je eni leto, prav punca, rože sem prinesel. Ona, ja, Marija je izmetala cape v pol minute, do sebe bila že gola. Kaj si delal? Pa dala takole noge narazen, ta je pa držal, da bo ona vazo pa nesla ta rože in oddala, ne. Pa gleda, ki je v njo prav, a nisi najdla bolj pametne vase. Ne, glej. Jaz ti moram nekaj, glej, Goti, jaz ti moram nekaj reči. Ajde. Res je, da vam rad obožujem ženske, ne? Ja. Ampak ti moram tudi to povedati. Jaz sem rastel med ženskami gor, a te bil gostopet v Nemčiji, ne? Ja. In mene so ženske gor skojile, ne? In jaz imam ženske rad, jih občudujem, spoštujem, ne? In ravno zaradi tega, veš, sem tako kot oni grški osl, ne, iz stare antike, ne? Veš, če bi dal med mene dve deklini, ne? V Evinem kostimu, ne? Jaz tako verjetno ne bi nič naredil, ker bi bil tako kot oni stari antični grški osl, veš, ko so ga postavili pred dva kupa sena, ne? Pa je od lakote umrl, ker se ni mogel odločiti, na katerega bi skočil, levega ali desnega. Ej, tale pa kruta. Pa veš, da je zdaj moderno, da kar na oba dva naenkrat. Ja, kaj pa zvezdova? Ej, Ja, alo. muzikanti. Jaz sem zdaj izvedel to, pazi. Ja, kaj? Moj kitarist pravi vedno Ja. takle. Če slučajno pride sila, ne? Ja. Zgledujemo, mi ravno danes govorimo o kmetijsko oddaji o naravi, da vse z narave izhaja in to je vse naravno, ne? Ja. Ja, tudi to je naravno, da greš daj k sosedi pogledat. Ja, dobro, pustimo zdaj teste zakone. Boris, Dober sosed, pol zakona. to si zapomni. Dobre so se pozak. Hvala lepa, mali gospod. In moj kitarist pravi, če slučajno te ima, pa da greš, kjer je drugi, ne? Ja. Ni to varanje, če vmes na svojo ženo misliš. A veš, tako da to je to. Ja. Aha, Ja. torej tako kot moj kolega zadnjič, ko se s svojo ljubčko, ne? Ja. Pa ni bilo nič iz tega, te pa on je rekel, če ti se tudi na nobenega ljubčeka ne more spomniti. Ja, lej, pošteno, lej, se vsega dosti. To je tako ona debata, ki je prišel. Eno noči bo čisto nor pri svoji ženi. Ja.
Pa kar dvakrat, trikrat zgine v kopalnico, misli ženska. Pa vraga, kaj pa hod, kje. Ja. Pa pride za njim v kopalnico, ki ni vedel, da je prišla, on pa pred gledalom prav, ni moja žena, ni moja žena. Torej skoči gor. Au, veš, vidiš? Au, joj. Kaj pa gruda? Vidiš, to je tako kot tista ljubezen, ne? Ja. To je tako kot tista ljubezen, ne? Ko je mož imel svojo ženo takrat, ne? Da ga je spravila k psihiatru. In potem, veš, ji prizna in reče, čuj, draga, tak te imam rad, zaradi tebe sem šel k psihiatru, ne? In potem ona reče, moj dragi, jaz te imam tudi tako rada, ne? In ti kar tudi tebi odkrito poznam, jaz pa grem k psihiatru, k dvema mehanikoma, 3 sosedom, pa poštar dostikrat le k nam domov. Ne, ampak jaz zdaj Luk jem, ne? Ja. Ja. In tale naš Danilo Lukan, ne? Aha, to še bil nekaj. On ve, kako se tem stvarem streže. Ja. Zato vam bo zapel čudovito pesmico Ti moja najdražja, Danilo Lukan. Aleluja. Na zdravje. Spomini, kakor zdaj se zdi, življenje znova oživi. Since tistih dni vedno še kriči, kje je tvoj obraz, še vedno tam si. Mi dva sama, noč objame naju dva. Jutro dan rodi srečo vseh ljudi, poljub, ki traja večno, nikdar ne ugasne ljubezen. Ljubezen ti moja najdražja, zavedno v srcu spomin moj, boš večen, zgubiti te nočem, dragulj ne obrušem. Na poti skupni sva bila, ljubezen tiho si odšla. Ni več tistih dni, mar so res bili poljubi strastni, kakor rogel ljubezen. Ljubezen ti moja najdražja, zavedno v srcu spomin moj, boš večen, zgubiti te nočem, dragulj ne obrušem. Jutro da rodi srečo vseh ljudi, poljub, ki traja večno, nikoli ne ugasne ljubezen. Ljubezen ti moja najdražja, zavedno v srcu spomin moj, boš večen, zgubiti te nočem, dragulj ne obrušem. Ljubezen ti moja najdražja, zavedno v srcu spomin moj, boš večen, zgubiti te nočem, dragulj ne obrušem. Evo nas, dragi moji, veš, tako je to s totimi najdražjimi. Najdražjimi. Že Boris Kopitar je pel, ko je ona žometne vrtnice, pa... Ja. Recimo, veš, mi imamo v Bičku v Avstriji špilamo en komad na vsaki fešti Zagdanke schön mit roten Rosen. To pomeni,
da moraš reči hvala lepa z rdečimi rožami, Ja, ne priješ rožami, domov, ja. ne. Jaz sem pa tekst malo spremenil, sem rekel, sag dan, ki želim biti roten Unterhosen. To pa pomeni, večji dober dan z rdečimi spodnjimi hlačami. Ja, Ampak rdeča ali pa rdeča? brez, tudi ga. ja, vse pol je kmalu več brez. Ko si enkrat priješ do gat, pol je čist še tanka črta do... Jernej. Pod zelo blizu. Veš kaj, ženske so ženske, ampak Borči pa ima še vse eno, rad, aleluja, domača klobasa. Goti, to je tako dobro. Je pa je. Ježeš, Marija. Ej, den goti mi povej, ti tule na Trojanah, jager si tudi, ne? Ja, To. seveda sem. Pa, kaj tukaj, vse gre uradno, ali kakega tak mim pehne, tak daj. Ja, tudi kakšen mim šus je normalno, ne, da hvališ. A ti si mislil tudi, kje domov neseš? To sem jaz mislil, da veš, da ne se vse tam hlovcem v skrinjo, gota, veš. Jaz Ja, tam greš, kot je bližji. Jaz pa mislil, veš, je ne, tako kot je zdaj Goti rekel, ne? Ja. Ko je Škof prišel enemu župniku na vizitacijo, ne? Pa je duhovnik se slučajno spozabil s kuharico. In se z njo ljubčko, pa je otroka dobil in je rekel Škofu, ja, gospod Škof, sfulo sem, ne? Pa Škof rekel, nič nisi sfulo, dobro si zadev. Pazi to, se je jager oženil. No, tale pa In bo. to, pazi, in to ker, veš, nič to, ni tašče spoznal ono tretje. Vse bolj, da ne. Ja, se ženi tašče sploh ni vedela, ko je to za enega hiši dobila. Ja. In, veš da, je rekla, bom jaz lepo povabila jih na južno, da vidim, ko je to sploh za en tam mlad. In on pride se pripela s Suzuki Vitaro, se veš, 4 pogonc, ne, tako se spoznali za jagra, pride. Zdaj pa je imel takega, veš, onga ptičarja, veš, onga moš visok metati, da Ja, sploh je gave, ne. Pojz ga moš vrati. Ne, pazi, in ona dva prideta, tašča gleda, psa ima tudi tega hudiča, bom jaz, veš, ko je posodo pospravljala, pa je rekel, tudi da bi nekaj zagiftala, ko ni imela rada peso. Pa to jager slišal, veš, on je slišal to, pa tak malo čuden se je zdel. Poj pa drugo nedeljo reče jager, zdaj pa jaz povabo tašča, vas pridite vi k nam na obisk, ne. Ja. Poslušaj ti, pride tašča na obisk, ne, in veš da, ne, oni tam jejo, in tašči neki tretji šnicle niso pasali, ne, pa zato reže, pa on tistemu ptičarju deva takle tisle, ne, a veš, pes pa kar naenkrat pade dol, vse 4 tace v luft, pa vertik. Kot je? Te pa jager mislil, da ga je res zagiftala, se je pa spomnil, ko je ona prej teden rekla, veš, en teden nazaj, ko jagra nas pištolj, ko gre ol Suzuki Vitaro, odpre vrate, vzame karabinko ven, pride noter, vidi taščo tam v kotu, sam pritisne, puf, tašča pade, tistem se pocuce vstane pa naredi, yes! Pametnega cucka je imel, a? Pametnega? On se je morto ga naredil, kaj si ne? Dober je rešil. Ja, res ti povem, lej, to so take anegdote. Ti si kdaj kaj takega strelil, da je bilo toliko, tako reče ribiči, toliko je bilo med očmi, pa ne vem, kaj še vse je to. Si imel nekaj takega? Vse sorte je bilo, ampak najhujša varianta je pa bila, ker sem pripeljal prijatelja zdaj ob 4 domov. Ja. Na kufe. Ja. In moja ostane, kufe skuha, sem rekel, lej, Zdenka, dej, liješ nazaj, bo že mi dan naprej Ja. rešila. Vse prijazno, vse to še srečno, da sem imel prijatelja sabi. In potem začne on, ja, odkud, pa kako je lahko vzgojiš, pa kako je lahko taka. Sem rekel, ti točno veš, da si imel psa, ti točno veš, da sem bil nogometni sodnik, vse to veš. Rekel, to nima tvoja žena nič vize. Sem rekel, ma, lej, ja, rekel, lej, ko sem prišel prvič domov, ko mal potrjen, dam, ki pa ni hotel nehati, sem mu dal en rumen karton, sem prišel drugič, sem mu dal ta drugi rumen karton, sem prišel tretjič domov, sem mu dal rdeč karton, pa puškovat, pa ga ni bilo več. Je prav, čakaj, pa kaj ima to veze s tvojo ženo? Si rekel, ona ima že 2 rumena kartona. Au. Čuj, vidiš, to je vse stvar, kako se zmeniš pred poroko, ne? Tako kot moj kolega, ko je rekel, ne? Čuj, moja draga žena, zdaj princema žerla, ne? Čuj, en dogovor, ja kaj, jaz bi rad 2-krat, a pa 3-krat na dan, ne?
veš, ono pač ljubčko se, ne. In žena reče, vredi, dragi, jaz tudi. In te on reče, ja, to drži. Ona reče, vredi, samo veš, potem me boš manj videl. Kakorkoli, to so anekdote in od takrat je že minilo kaj nekaj let. Aleluja. In mladih 5 pravijo, preveč je minilo let, kakšnih, verjetno tudi takih jagerskih in drugačnih. Lepih in veselih. Dajmo malo muzike, dajmo mi malo tole še pikna. Pravilno. Mladih 5, preveč je minilo let. Sama sem v senci stala, misli šle so mi nazaj. Ko bi čas vrteti znala, tja v tisti srečni maj. Zdaj le veter v laseh mi stare zgodbe govori. In srce prepolno solz je, ki bil kameni hladi. Vem, do njega ni pošteno, da do tebe grem skrivaj. Ne bilo bi mu vseeno, saj njegova vsa sem zdaj. Pod srcem že življenje, novo sonce spet rodi. A v očih se žalost riše, saj pozabljeni si ti. Premalo je minilo let, da bi živela v nov objem. To laž bo, šla sem le iskat. Premalo je minilo let, ni dogorela še iskra znana. Bil nekoč si ves moj svet. Ko zapuščam kraj tišine, kjer spomini oživi, zarja riše čar lepote, ko ta dan ugaša že. Bile ruže pozlatiko, svet ovija v spokoj. Tam v duši pa ostal boš za vse čase, ljubi moj. Premalo je minilo let, da bi živela v nov objem. To laž bo, šla sem le iskat. Premalo je minilo let, ni dogorela še iskra znana. Bil nekoč si ves moj svet. Premalo je minilo let, ni dogorela še iskra znana. Bil nekoč si ves moj svet. Bil nekoč si ves moj svet. Ja, takle, mladih 5, dragi moji, mi smo tudi mladi, ne? O, itak. Veš, tale, to je bil zdaj, v bistvu, zakaj smo se mi toliko o teh jagrih imeli, ker bomo zdaj za konec še eno od Gotija poslušali, ko ima zgodbo jagersko. Ampak veš, taki so lovci, a veš ti... Ja, Goti nas zaveri, ampak meni je en moj prijatelj, župnik, ne? Ja.
ful dober človek, ne? Tudi jager? Ne, ampak ima dosti jager okoli sebe, ampak je na eni veselici rekel, ne? Rekel, kaj so jagri, ne? Organizirana skupina ljudi, ki gre organizirano skozi gost v prvo gostilno. Gostilne skozi gost, naslednjo gostilno. Te se zmotil. Goti je jager, ne? Ja, Goti, ne bodi, jaz sam vprašam. Mislim, Vse vprašam. to je živa resnica, v vsakem vicu je nekaj resen. Ker je dim, tam je ogenj. Aha. No, zdaj pa jaz povedal ti, ko si gasilc, ne, ker jaz se zdaj posredno počutim užaljenega, ne. Zakaj? Ja, zato, ker jaz sem jager, sam jager na dve noge, veš, one srne, ja, veš. Aha. Ne, ja. Kengurujke. A kršene. Ja, sam je fajn, da so brez vreč. Brez vreče. Ne, pazi, veš, in recimo za gasilce, ne. Ja. To je Boris, ne, enkrat zamuja to te imajo vsako letne oktobra, tiste velike vaje, ne. Ja, ja. In on zamuja, ne. Špricajo. In on poveljnik, on pride končno se pripelja, ne, pa reče poveljnik, pa kje si hodil, pol ure zamujaš, ne, pa on z gasilskim avtom, veš, na vajo, pa reče, ja gužva bila na cesti, gužva niso, pa kaj, če si bil z gasilskim intervencijskim avtom, ne, Lučke, imaš ja, lučke bi pržgal, pa bi prišel, ne, ja, neko nisem mogel, ker sem bil prvi kolodi. Ja, Cela do Ljubljane ne bo. Tako hudo pa svet ni. Kaj vi to res tako delate, da ko gasite, ne? A veš, če recimo tukaj, ne vem, nekje gori, pa če vi spodaj počgete, da to prej, a veš, kako je to? Ne. A ni Lej, to tak? lej, naši stari gasilci so pravili, ne, če že gori, pusti, glavno da drugo nas gori, ne. Te pa domari tam, kjer je bolj divje, ne, te se reče tako, okej, te narajo klicati gasilce, kliče rešji zidarje. Drugač pa se spomniš komada od Koširja. Ja. So tu gasili, da sicer štala ni zgorela, krave so potonile. Ja. Ali pa od Alfi Lipiča, ne, ko je bila cenzurirana, ko je Bolfen gorel. A veš? Ja, ampak to je resnica. To je bilo, mislim, da leta 57, 63, nekaj tak v tem obdobju, ne. Ja. Je na Bolfenku gori cerkev gorela in vse, in bila je zima, ne. In gasilci so gor šli, nekateri so mogli vodo ven spustiti, da so sploh gor prišli, tisti, ki so pa gor prišli, ne, pa so bili brez vode, pa niso vedeli, ne. Cerkev zgorela, ne. In potem socializmu, veš, vse perfektno, ne, in se ni smelo zvedeti, ne, kao, da je pač, ni šlo, ampak res, tehnično ni šlo, tudi če bi gor s cisternami, Če kak je tak bilo prišli. sneh tajal. Snežake delali, pa dosti Slišate? In res, tista pesem je bila do osamosvojitve Slovenije cenzurirana, ko Bolfenk je gorel. Resno, sta vedela to? Veš kaj, Resno. jaz mislim, da nas kulturno so nas kar fajn cenzurirali, ne? In ko sem prej razlagal o tisti pijači, veš, na sodo, ko je mlek, pa esih, pa šmarnica, pa vse na ene pipi, ne? Tirlik brizganec. Ja, veš, je glih tako, nas je najbolj cenzuriral, veš, on je Kučanov Milan, veš. Ja. Poznaš, da te škrate. Bonsai, on tam. Ja, poznaš, ja. On je prišel enkrat, ta na Kozjansko, veš, smo imeli taj pohod 14. divizije, ne? Aha, a še kar Še hodijo. kar A veš to, da imamo najmlajšega penzionista Osvobodilne fronte, oziroma 22 let, vem. 22 let starega. Ja, pa ima Jurija 800 penzij. Ja, Vem, ja. pa je moral vsak teden iz hoste priti ven, pa gre pa nazaj. Ne veš kaj, mi pa smo imeli zadnjič, ko smo imeli pohod 14. divizije, smo imeli partizanski gol, so še enega partizana, nek najdel so ga skuhali. Ne, pazi to, ne, in Ja, pa pride... taj pa že tudi zaudarijo. Pa vse za njih je bilo dobro. Veš, je pa res, da ta Kučanov je enkrat bil, pa je prišel, pa mu je on je kmet ponudil tiskal komen, ko je Ja, figurno ja, ja. Pa je rekel, Madonna je kisu, da smo je kar skupaj potegnali. Rekel, kmet, njega srad Kučan, tak si že kmet prišel. Ja, veš, se je postavil za sebe. Ej, Hvala Bogu. da. lej, tole, Hec mora biti. Hec mora biti sam z moje babice pa dol. Je rekel, kar je bilo, je pa bilo. Tako. Točno tako. Dragi moji, to je bila taka neka prva, se temu reče po angleško best of oddaja v mesecu maju. Z Gotjem je bilo prijetno pokramljati tudi s tabo. Aleluja. So same jagerske, prosim tega ne počnite domače, pa že pa samo v spremstvu Popija in Jerneja, pol mi je prijaba domov. In 18-letnih staršev, vsaj može 18 biti staršev. Pravilno. Pa še nekaj, ne. Če naj jo že povabite domov, ne, da vam ne bo šel tako kot Gotiju, ker čez kakšna 2-3 mesece bom jaz tu vse sprasno. Če povabiš
Popija pa Jerneja domov, to je glih tako bi pogorel do tavo. Aleluja! Dragi moji, se vidimo še drugo nedeljo. to je Nedeljo, smo še drugo nedeljo. Ja, seveda. Smo lahko. Ja, še Ostane ostane. pa cel teden. A lahko. Koga? Aleluja. Še eno zgodbo jagrske družine Ferme, uživajte v hramu z muzikanti, pri Gotiju doma. Aleluja! Čin. Čin, čin. Povem vam tole zgodbico, eno tako jagersko, tako loviti sem začel, da še hujša sem pričel. Nisem jedel, nisem spal, ker načrte sem koval, ujeti srno si želim, morda lisico ustrelim. Narisal sem si zemljevid, da ne bi videl, da sem zabit. Oblekel sem se prav lepo, da zljubi se z okolico. Zdaj grem v bolj zeleno lov, saj vendar ja ne sem. Na bližji dol stojim, večerjem si želim. Zaslišim šum nekje, da plen zame je. Že gledat hitim, da soseda ulovim. Gledo je zabit, oblekel sem se prav lepo, da zljubi se z okolico. Nisem jedel, nisem spal, načrte sem koval, ujeti srno si želim, morda lisico ustrelim. Zdaj grem v bolj zeleno lov, saj vendar ja ne sem. Na preži dol stojim, večerjem si želim. Zaslišim šum nekje, da plen zame je. Že gledat hitim, da soseda ulovim. Zato ga jagare mogli hvalim, soseda predrvi, na srečo svojo sem na glas dal iskal si. Vsak mož je delež vsega, že nima vsaj manj srca, ne rabi znanja, pameti, ženko ljubi za vse dni. Vsak mož je delež vsega, že nima vsaj manj srca, ne rabi znanja, pameti, ženko ljubi za vse dni. Ženko ljubi za vse dni.